Na našem pohodu ni ena kategorija ali pa kakšen posameznik, ampak zbere se nas tudi 300-400, od tega 50-40 in več vozičkov, senzoriki, slepi, gluhi, gibalno ovirani, nevro, to so motnje v duševnem razvoju. Se peljeta, potem razlagata gluhi, rekel, se peljemo, pa meni slep reče, ne, nisi v redu, tu bi moral zaviti, pa jaz gledam, pa zdaj mi slep razlaga, kje moram peljati. Ko pride k Donaju en trejlaž, pa vidiš, da je v tekaških čevljih, pa vidiš, da je našpičen še pa še, ne. Jaz takemu človeku ne rabim dajati nekih napotkov. Spoštovani, spoštovane, dobrodošli spet v epizodi podcasta Zagret za tek. Z vami sem Marko Roblek, tokrat pa bo oddaja namenjena planinstvu. Ja, danes bomo govorili o projektu InPlaninec, ki je dobil posebno nagrado Evropske unije. Za mano bosta Jurček Novak in Marjeta Čič. In o planinstvu nasploh, pa o skrbniškem delu in duhu časa v hribih z enim najbolj legendarnih slovenskih oskrbnikov, Alešem Štefetom. Še prej pa, preden gremo k našim cennim gostom, hitre novičke. Kaj se je letošnje poletje vse dogajalo na tekaški, na atletski, na trail sceni? Najbrž že veste, na hitro ne preletim največje, najbolj odmevne dosežke. Srečko Gomilšak je Slovenec, ki je, bil je že moj gost, zmagal na 1000 kilometrov dolgi ultri na Danskem, ja, zato je rabil 14 dni, vso konkurenco je premagal, s tem, da je spal v tem času, pazite, zdaj to samo 12 ur. Prav, Srečko. Nekaj podobnega je uspelo Iztoku Iciju Deželaku, izjemnemu vsestranskemu ultrašportniku, bil je tretji na 5-kratnem Ironmanu v Franciji, 92 ur je porabil za to. Samo teka je bilo 211 km, da boste vedeli, in tudi v tem času je spal samo 3-krat po 45 minut. Izjemno, Ici. Ker 4 Slovenci so bili letos v Dolini smrti na ultramaratonu Badwater, vsi 4 so prišli v cilj. Luka Videtič, Nataša Robnik, Alenka Pavc in Mirko Miklič, bravo, globok poklon teh 215 km iz najnižje točke Severne Amerike na skoraj najvišjo, res v peklenski vročini, 50 stopinj je bilo tam na štartu. Slovenija je bila, dajmo reči, ena najmočnejših reprezentanc, tudi najbolj uspešnih. Pa kaj pa na atletskih stezah? Končno, zadnjič smo se pogovarjali, imamo v Sloveniji tudi izjemne mlade atlete, pa tudi atlete, ki že imajo izkušnje, ki posegajo po najvišjih mestih, tudi največjih tekmovanjih. Za slovensko atletiko se očitno ni bati za rekorde, tudi ne, če smo pri rekordih. Kar 52 let je stal rekord Petra Sveta na 5000 metrov, no letos je končno padel za 5 sekund, ga je pod mejo 13:30 spravil nihče drug kot Vid Botulin, 13:27 je zdaj ta znamka, zdaj čakamo, da Vid, pa še kdo, recimo Jan Kokal, napadejo znamko, ki je več kot 40 let stara, tudi na 10 000 metrov. Živa Remic, ne rabim posebej poudarjati, čudo mladinske atletike, ne v slovenskem, ampak v svetovnem smislu. Pri ne še 17 letih je pokorila vso konkurenco na 800 metrov na mladinskem U20 svetovnem prvenstvu v Ameriki. Kakšna je še izjemna pot pred njo, tudi njo enkrat povabim v tale podcast, da malo pove. Ima že marsikaj za povedati, pa je v teh dneh stara komaj da 17 let. Tole epizodo snemam, ja, malo po koncu ženskega in moškega maratona na Evropskem prvenstvu v Birminghamu. Imeli smo tudi žensko predstavnico, Liza Šajn je zasvetila, je zašajnala, z 2:31 je bila 17. v Evropi, na progi, ki je imela več kot 500 višinskih metrov, se je odlično držala. Verjamem, da nas jeseni zna presenetiti še s kakšnim odličnim rezultatom. Čestitke seveda tudi vsem ostalim atletom, tekačem, tekačicam. Maruša Mišmaš se je vrnila na velika tekmovanja in bila odlična na 10 000 metrov, prehitela celo Klaro Lukan. Tudi fantje so bili izvrstni,
Matici Janguček je za malo, dajmo reči tako, zgrešil tudi medaljo na nizkih ovirah. Seveda posebno pohvalo, posebno čestitko zasluži Kristjan Čeh za zlato evropsko medaljo. Imeli smo še cel kup ostalih vzemnih dosežkov na trail sceni, naši trelaši tudi pobirajo najvišja priznanja medalje. Pa še kaj pričakujemo to jesen, zadnjič sem srečal Aleša Frlica, ki odhaja na Tour de Géant in ja, tam bo med glavnimi favoriti tudi za zmago na še eni izjemno dolgi preizkušnji, celotedenski recimo je tako 6-dnevni vsaj 360 km progi po švicarskih Alpah. No, jesen prihaja notri 30. ljubljanski maraton. Tudi upam, da se pripravite, da se vidimo na stezi. Sedaj pa, spoštovane, naj spregovorijo moji gostje. Najprej, kot rečeno, Jurček Novak, ki je dolgoletni planinski vodnik in vodja odbora in planinec pri Planinski zvezi Slovenije, pa Marjeta Čič, ki je njegova namestnica in tesna sodelavka, že 11 let vodita ta projekt. Več tisočev varovancev se spravila v hribe, inkluzivni pohodi so dobili med 129 projekti, osebno Be Active, EU športno nagrado, čestitke, tudi Evropa je prepoznala, da naš projekt, ki slepe, slabovidne, gluhe, nevrorazlične in dolgotrajno bolne osebe, pa ljudi na vozičkih in tako naprej, spravlja v hribe in predstavlja ta hribovski slovenski svet od blizu. Veliko delo delata in o tem projektu bosta povedala sama še malo več. Poštovana publika, no in zdaj smo v živo kar z dvema gostoma, z mano sta Jurček Novak, ki je dolgoletni planinski vodnik, pa vodja odbora in planinec pri Planinski zvezi Slovenije in njegova namestnica in nepogrešljiva sodelavka Marjeta Čič. Jurček in Marjeta, živijo. Bravo. Pogovarjamo se popoldan, moče sta dopoldne že rinila v kakšen hrib, Jurček, ti si že bil kje? Ne, danes ne. Danes sem glavno že cel dan za računalnikom. Ali je med vročinski... Marjeta, izvoli. Ja, seveda. Jaz sem pa bila danes dopoldan na bazenu, tako da sem se že osvežila, zdaj pa sem sveža nazaj pri računalniku in tudi sem zelo vesela, da s pogovorom s teboj. Mi smo se na hitro spoznali v živo pred leti tam na Soči, ko ste imeli en pohod, mi smo bili na trailu tam, no in potem je zdaj Nejc Pogačar, ki ga na tem mestu pozdravljam, pač me opozoril, da bi lahko spregovorili tudi o stvari, ki je glavna tema našega skupnega pogovora, ne? Namreč pred kratkim, mesec pa pol nazaj, ste prejeli prav posebno nagrado. Recimo Jurček, evo, izvoli, beseda je tvoja, za kakšno nagrado evropskega značaja gre. Ja. Nagrada se imenuje Be Active za kategorijo inkluzija. Vse skupaj je 5 kategorij, prijavljenih je bilo 279 organizacij. V naši, ki je inkluzija, je bilo pa 129 prijav in na koncu smo zvedeli v Bruslju, ker smo bili povabljeni prvi 3, da so nas tudi spoznali in nam povedali, da smo zmagali v tej kategoriji za leto 2016. Izjemne čestitke na tem mestu. Hvala. Z mojega mesta. Marjeta, mislim, vseeno, no, ko so vas poklicali z Brusla, pa so povedali, da ste med finalisti, že to se vam je najbrž zdelo izjemno. No, ste bili presenečeni, da ste zmagali, gor ste spoznali tudi ostale? Jaz sem bila zelo presenečena, oziroma najprej smo dobili mail, sem rekla, super, fino, smo prejeli, smo med finalisti, nič kaj posebnega. Predtem smo imeli še en Zoom, na katerem so nas vse finaliste povabili, nam predstavili samo nagrado. In ko so povedali, koliko je bilo prijav, potem je še le meni kliknilo. Sem rekla, to je noro. Med skoraj 300 smo med tistimi izbranci, potem pa smo res priznani, potem pa res delamo nekaj dobrega. Jaz sem bila najprej, ko smo rekli, finalisti, sem rekla, super, zdaj pa to pa še en korak naprej. Pa sem rekla, pa če so sami dobri projekti, zdaj pa nisem čisto prepričana, ne. No, v vsakem primeru gremo na oder, res so lepo pripravili program,
Fino je bilo srečati ljudi iz cele Evrope. Zelo pa me je veselilo, da pa so tudi na podelitvi bili iz Slovenije. Smo se spoznali v Bruslju, sem rekla, no to pa je fino, kot kanček doma tudi na takšni podelitvi na drugem koncu Evrope. Res so sami super projekti in biti dober med dobrimi je tak lep občutek, praznično. Ja, skratka, be active, bodimo aktivni in to smo bili in to še bomo naprej. Marjeta, si se same prijavili na ta razpis oziroma projekt, na ta Be Active, za to tekmovanje pravzaprav, ali so vas je kdo drug nominiral? Razpis razpiše Evropska komisija in je odprt razpis, se lahko prijavi vsakdo. Organizacija se pa mora sama prijaviti preko tega spletnega programa, preko portala, ki to vse skupaj povezuje. Ja. Nihče nas ni prijavil, smo se sami prijavili, dobili pa smo kar nekaj podpore pri samem pisanju tega programa oziroma razpisa in skozi ta del, skozi pisanje, kaj smo dosegli, kje smo bili, koliko ljudi smo povezali, vse to je že tak dober občutek, ko daš rezultate na mizo in rečeš pa, a smo res to, kdaj smo se pa, ja, zdaj šele 11. leto stvari poganjamo in so res take številke. Ena od takih simpatičnih mi je, da smo vsi skupaj na vseh pohodih različni, se pravi invalidi, neinvalidi, prostovoljci, spremljevalci, osebni asistentje, kakršnikoli vlogi, da smo prehodili že pol poti do Lune, sem rekla, no, naj nam nihče ne reče, da smo za Luno, smo na poti na Luno. Mislim, to je, v kakšni številki govorijo, to je 80.000 kilometrov ali koliko nekaj tazga, ali več, ali Jurček, ti veš, koliko kilometrov je to? Vem, to lahko točno pogledam pred. To govorimo čez 200.000. Čez 200.000, seveda, ja, 200.000 kilometrov ste že prehodili. 226.746 je do letošnjega pol leta, no. Torej 10,5 leta. Mislim, to je 5,5 okrog Zemlje, ampak to je za amaterje, vi že do Lune hodite, ostali okrog Zemlje še hodite. Je pa še en podatek, ki je tudi zanimiv, da je bilo 23.895 v tem času pohodnikov. In tukaj smo, da je invalidov več kot polovica. Mislim, izjemne številke, no, pa se mi zdi, da se premalo morda govori o tem. Jaz poznam neki, bom rekel, udeležencev teh pohodov, tudi iz lokalnega okolja, ki so, bom rekel, invalidi, pa njihovi pomočniki, pa so šli na to, pa sem si ogledal kakšen kratek filmček, ampak verjamem, da mnogi ne vejo, no, Jurček, mogoče, kako se je, glede na to, da si vodja tega odbora pravzaprav, kako se je ta ideja rodila 11 let nazaj? Zakaj ste se lotili tega projekta, ki izgleda kar zahteven, no, kako invalide, kako ljudi s posebnimi potrebami, celo slepe in tako naprej, spraviti v hribe že za, bom rekel, hodečega, pravega človeka je kar naporno, poslušamo o cel kup nesrečah pa pozorilih, ampak ljudje, ki imajo recimo še gibalne pa druge izzive, se mi pa zdi še toliko večja odgovornost, tudi ti se, ki to počne. Zakaj, Jurček, pravzaprav in kako se je to skupaj začelo? To se je začelo, jaz sem 45 let že vodnik. 45 let delam že z invalidi. Delam že več, ampak to je tisto, ko je organizirano in kot drugače v sosedovi hiši se je rodil fant Ludvik, pol leta za mano, ki je imel Downov sindrom. Jaz sem tako rekoč, ko sem shodil, že vedel o določenih razlikah. Nisem se zavedal, videl sem razlike same in tako se je začelo. Da smo na Planinski zvezi to začeli, je bilo 15 let in več pregovarjanja, da se ta odbor sploh ustanovil, ker tukaj je bil strah. Vsi imajo v glavnem strah, tudi razni kolegi so ga imeli. Enega ima še danes, če mu rečeš, bo peljal invalida, bi ga vzel s sabo. Je že vse problem, na koncu pa lahko povem iz osebnih izkušenj, prakse vsega, da so večji problem današnji, kako bi rekel, novodobni hribovci, ko gre v penzion, pa prej ni šel kamor, pa gre pa kar naenkrat, ali pa ima 3 pacemakerje, ima sladkorno, ima
visok pritisk in še, in ne pove, a ne. In nekega takega pelat, kot se rekel, včeraj na Storžič, na Jalovec, na Triglav, Škrlatico, tam se pa lahko pojavi veliko večji problem kot invalid. In meni je bilo vedno stvar tudi, ko se je ustanovil ta odbor 2015, je bila prva stvar izobraževanje. Ta izobraževanje, da se je nekako, da smo se spravili premagovati strah, da so ljudje in jih je zdaj sreč čedalje več in tudi samostojno delajo marsikje. Je pa res, da mi kot odbor smo pa edini, po mojem, v svet, ki delamo na tako veliko količino in pa z vsem. Na našem pohodu ni ena kategorija ali pa kakšen posameznik, ampak zbere se nas tudi 300-400, od tega 30-40 in več vozičkov in pa vse kategorije, ki so nekako senzoriki, slepi, gluhi, gibalno ovirani, nevro, to so motnje v duševnem razvoju, avtizem, ADHD, kar se bolj pozna, rečemo, potem so po kapeh razni, po poškodbah možganov zaradi nesreč in to. In potem so seveda gibalno ovirani, ki smo nekako na vozičkih in pa pešci. In pa seveda najbolj se jih deli v 4 kategorije, to so cerebralna paraliza, distrofija, paraplegiki, tetraplegiki in pa multipla. So še ostali, ampak teh je nekako največ in tudi organizacije so najbolj v teh nekako organizirane. Potem so pa še razne dolgotrajne bolezni, za nekatere so to tudi kronične, kot stome in vse take stvari, kar se res pojavlja večkrat, rečemo mogoče rak ali aneurizma, herc, mislim, to so te stvari, ki so potem lahko greš ko si to prebolel v eno od teh kategorij ali pa nekje imaš, mislim, to je predvsem bistvo, koliko si obdržal posledic po vse te stvari. Ne. Potem imaš pa to samo skupaj dati, dobiti ljudi, ki ti pomagajo kot spremljevalci, kot vodniki in se res poznam, mislim, mi velikokrat delamo tudi razne evalvacije in to ali na poti ali med sabo ali pa prav proti koncu leta organizirano, za cel vikend ali pa 7 dan, 2 dni. In lahko povem, da so spremljevalci, ki velikokrat rečejo, da so več dobili, kakor so dali. To je ena od tistih, rekel zame, velika pohvala, ker se nekako med sabo, invalid in neinvalid, pa ne glede v kakšnem razmerju sta, razumeta in da se med sabo začnejo tudi tako družiti izven tega organiziranega. Imamo zelo veliko, mislim, dosti invalidov, ki so do ene meje, rečemo do 3-4 ur hoje ali pa do enega napora, ki je lahko on, da je invalidu spremljevalec, prostovolec, potem pač, ko veš, ampak vse to mi že prej rešimo, je pač dobi svojega, a ne. Mislim, ne zdaj, da tam menamo, ampak na taki lahko je pol leta skozi on kot en spremljevalec, prostovolec, potem se pač je kakšna malo težja stvar, je pa on postane enkrat tisti, ki rabi in dobi svojega spremljevalca. Je pa stvar, da mi vse to se ne dogaja samo na pohodih. Mi imamo tudi paraplezanje, zelo razširjeno od zelo majhnih. Lansko leto smo imeli dekletce, ki je bilo 2 leti pa pol in je imela še planice in to je bilo res slepa, je bilo res pestro. Gor je dala pas takoj, dol pa zelo težko. Mi zelo veliko predstavljamo, rečemo predavamo ali predstavljamo od vrtca do fakultet, do raznih organizacij, tudi na kakšne team buildinge gremo. Mislim, tako da teh predstavitev je zelo dosti. Še marsikaj počnemo, kar ljudje sploh ne vejo, mislim, in potem se s časoma, ki se predstavljamo, tako tudi danes, hvala, iz tega marsikatera organizacija, ali je to nevladna, ali pa gospodarstvo, ali pa javne, potegnejo ven nekaj, da se obrnejo na nas in da jim pomagamo, da predstavimo, ker zaradi družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja so predvsem v gospodarstvu te organizacije, ki potrebujejo nekaj podobnega. Mi smo pa tudi zadovoljni, če nam korporativno prostovoljstvo dajo, mislim, da pridejo. Za nas je zelo veliko pomeni, ko v juniju ali pa kakšen drug, da dobimo 50-60 zaposlenih iz nekakšne
organizacije, ker nam ni treba toliko dati in potem lahko rečemo, evo, vozičkov, prije 30-40 z lahkoto in jih odpeljejo. Zadovoljni so oni, zadovoljni smo mi, predvsem se pa zelo širi, ker so, to, če pogledamo ljudje, ki niso navajeni na nas, ko vidijo, da nekaj gre, njim ni jasno, da bo to šlo. Pa čeprav so direktorji ali pa ne vem, kakšne nazive imajo v znanih organizacijah, kot je Lek, Krka, Emil Frey, Sava in to. Oni pa njih zmanjka, ker potem pa, ko vidi, ko vse to gre in da je to brez problemov, potem je tisto čudenje in predvsem tista beseda, to pa pove temu, pa unemu, pa tretjemu in od tega imamo mi večji odziv, kot pa rečemo, da bi šli v eno plačano reklamo. Ja, ker bi pač vsak pogledal bi tist, ki ga to zanima, ali tist, ko nekaj ve. Ostali, to je tudi res, tudi jaz tiste reklame, ko dobim, v glavnem grem mem, tisto, kar me ne zanima, pa v tem, no. Marjeta, moče, za meni se zdi, ogromno dela, odgovornosti koordinirati vse to, ki je še, ne vem, si ne predstavljam nekaj 10 ljudi, kaj je šele več, 100 in tako naprej, da se to vse skoordinira, da se ljudi izobrazi. Ok, Jurček je rekel nekaj iz korporativnega sveta, ampak nasploh, ko ste začenjali vse skupaj, ko ste postavljali ekipo, kje ste dobivali prostovoljce, kje ste dobivali ljudi, ki so se bili pripravljeni, bom rekel, podati v te vode, podučiti, ki so bili pripravljeni človeka, ki je, ne vem, z vozičkom peljati nekam, celo vleč v hrib, ali pa slepega spremljati nekam, ker je to čist druga izkušnja, kot če, ne vem, pelješ, ne vem, rekel, svoje otroke, prijatelje nekam. To je, bom rekel, čist nov svet. Jurček je bil zelo spreten na začetku, je znal potrkati na prava vrata. Eno imamo takšno, ki je moral 2-krat povabiti, drugače pa večina so se kar odzvali. Naš prvi inkluzijski pohod vseslovenski je bil na Golteh, pot po Golteh, in nas je bilo kar že 127 prvi. In to je bil res odziv. Najprej smo se seveda s šolami, z zavodi povezali, se pravi, imaš ciljno skupino tako rekoč pred nosom in je tu kar zalaufalo, zaživelo. Potem smo pa se tega lotili malo bolj resno, smo potrkali na vrata humanitarnih organizacij, se pravi, to so skavti, taborniki, Slovenska Karitas, Zavod Nefix, Zavod Manipura, in smo z njimi podpisali tudi dogovor o sodelovanju. Seveda, jaz sem bila zelo vesela, da so mladi prišli zraven, mladi prinesejo en tak žar, en tak zanos, svežo energijo, moč in negujemo to sodelovanje. Velika večina jih pride na povabilo prijateljev, se pravi, od ust do ust, če vedno najbolj deluje. Nekateri se odzovejo tudi na naše obvestila na družbenih omrežjih. Ja, probamo govoriti in povedati in biti prisotni, ampak jaz vedno, ko nekaj počnemo, nekaj pišemo, rečem, ja, ampak jaz moram napisati za tistega, ki bo prvič nekaj vedel, prvič nekaj slišal o nas. Ja, je še vedno veliko takih, ki še niso slišali o nas, ampak nekateri so rekli, ja, saj sem vas že videl, ampak ja, ne vedo pa, kaj počnemo, ne. Počnemo res zelo, zelo veliko stvari. Z novimi prostovoljci je pa pridejo, skoraj na vsak pohod pride nekdo na novo. Ali iz lokalnega okolja, ali nekdo nekoga pripelje, ali je nekdo videl kakšno objavo in rekel, to bo pa super, jaz bi pa bil tudi zraven. Tako da ja, nismo stalnica, je ves čas dinamika in se ves čas stvari spreminjajo. Jurček, koliko projektov, koliko pohodov, koliko, bom rekel, teh vzponov pa naredite na leto? Si predstavljam, ne vem, nekoga, ki je potem vpleten v to, na koliko stvari lahko gre, se že neke kondicije skozi to pridobi ali jo že rabi, mislim, kaj počnete tekom sezone vse? Če sam pogledamo, v lanskem letu smo imeli 86 pohodov, prejšnjo leto čez 70 in tako nekje, rečemo, prvih par let, od 2015 do 2019 smo bili tam pod 50. Naprej pa tudi v času korone veliko nad 50-60. To pomeni, vsak teden ste na 2 lokacijah vsaj? Ja, velikrat smo soboto pa nedeljo. To je ena stvar, druga stvar je še tudi sama ta
raznolikost. In treba še zdaj, če preštejemo še tisto, kar delamo, mi še zmeraj pelemo, zdaj res smo manj GSKP, to je gluhi strežejo planinski kočar. Mi smo v 64 kočah stregali za cele vikende, torej so gluhi prišli iz tolmači in so zastojni, to so z veseljem, ne da zdaj pravim, da je kaj bilo, pač prišli, oddelali, da so pokazali, ker to je bilo prav, ker so se hteli predstaviti, da gluhi tudi lahko delajo, da so skupnost, ki lahko kaj doda k vsem tem. In zelo veliko, mislim, iz tega bi lahko rekel, da imam eno večkrat, ki so bili otroci, ki niso bili gluhi, avtisti, ne več je bilo avtistov, to Marjeta še več ve, ker so ljudje pisali, ko so se zahvalili, kako je otrok, ko ni prej 5-10 let govoril nič, začel po teh kretnah in so doma hitro šnel kurs vzeli in da so se malo začeli in danes za tem otrokom kretajo. In to je ena stvar, ki je, rečemo, znanost, pa ne, da je ne more dati, ampak zato, ker ni, da bi probali, ker jaz še vedno pravim, veliko stvari je možno samo preko izkušenj, preko izmenjave dobrih praks in pa vse to, da se spele. Tako je ena od stvari mi smo naprimer vozičke pelali na Mali Matterhorn. Mi smo bili na vrhu Breithorna z invalidi, z 19, z 15 invalidi, z amputiranko, z slepimi, gluhimi, rečemo ni, iz stomo, iz nevro, ki ima težko obliko, težjo obliko. Ne? Mislim, in to je tista stvar, ki je predvsem, da ti zaupajo, da ti je en slep, ko peleš 15 slepih na Breithorn, da ti zaupa na uni ostrem, pa med tistimi ledeniškimi razpokami, da on zaupa toliko in pa da tisti, ki ga prevzame takšno odgovornost, da ga pripelje, seveda živega gor in dol. Ne, da se na sred hriba, zdaj pa ne morem več ali kaj. Treba je vedeti, da pri slepih v ledeniški navezi je veliko drugače, ne moreš biti na 6-7 metrov, ker na 6-7 metrov on je že lahko marsikje. Če je navezan, torej, kako blizu tebe mora biti, ampak da te ne izdereza poškoduje in da tisto zadnji, ki je pa 6 metrov za njemu, da ga nekje kontrolira, da ima še zmeraj en korak prednosti, a ne? In kako te more on poslušati, tvoje korake, tvoje dihanje, zato smo imeli eno leto malo večji problem, ko je pa na vrhu bil veter večji, ki niso slišali tega, da se ti ne približa več. To so zdaj tiste stvari, ki se grejo. Ko so sami slepci rekli, mi hočemo pa se isto učiti znakovni jezik, da ko bomo v lokalu, v planinski koči, da bomo mi sami naročili si pijačo, jedačo, kakšno rekli iz gluhan. Prav je bilo to res ena stvar, ki so vsi se čudili, eni in drugi, in gluhi in slepi, ampak na koncu je uspelo. Več kot 20 je ta tečaj eno leto hodili in še danes vejo pokazati, ne mogoče toliko takrat, ker ne obnavljajo toliko, ampak za jesti pa za piti se pa vsi zmene. Izjemno, si sploh ne predstavljam, ko sem to prvič prebral, sem si želel predstavljati, kako slepega človeka naučiti kretati, no, ampak vam je očitno uspelo. Mislim, da vire so res samo v glavah, kako pravite, Jurč. Ja, jaz imam nekako tisto, da podiram v vire, ki so v glavah. Ne? Treba jih je podreti nikakor. Še marsikaj drugega, bili so novinarji z nami, to tudi glih ravno na Storžič, ko je gluh pel slepega in sta iz koče pod Storžičem na vrh prišla, čeprav piše dobre 4 ure, una dva v eni uri 3/4, dol sta bila po uro pa pol in na vrh sta se slikala. Izjem, kakšni projekt, mi včasih si en drugega treplamo po ramenih, kam zlezemo, kaj utečemo, karkoli, ampak to so dosežki. Zdaj pa, Marjeta, si predstavljam, naprej Jurček rekel, tisti prostovoljci, ki so zraven, so srcem zraven in tako kot vsak, ki nekaj da, na koncu pravi, da je več dobu, kot pa da, ampak na drugi strani vsi ti udeleženi, pač varovanci oziroma pohodniki, hribovci, kaj njim to pomeni? Zdaj si predstavljam, da če tega ne, da je to čisto nov svet za njih in da izjemno širite, izboljšujete kvaliteto življenja ljudem, ki prej niso imeli te možnosti. Ja, omogočamo priložnosti za in planince,
Nekateri imajo zelo dobro socialno okolje in gredo marsikrat kam, velikokrat, večina pa nima možnosti niti finančnih, niti se ne povežejo s tistimi, ki bi bili pripravljeni iti v hribe, ali pa da bi bili zadosti pogumni, imeli zadosti znanja, da jih pa peljejo. Ja, recimo na Stožič, čeprav na koncu ni pomembno, kam gremo, pomembno je, da če imajo takrat tako prostovoljci kot pa invalidi čas, da se skupaj pospnemo, da imamo prijeten dan. Naš zadnji pohod je bil prav 1. avgusta, smo šli na Soriško planino, se pravi na Lajnar, na Možic in Slatnik. Slatnik, hvala, mi je zmanjkal. In ja, da greš, da si v hribih, da si med ljudmi, z vetrom, da še lahko nekaj od zgodovine potipaš, da lahko še nekaj od kulture vmes zajameš, je to res veliko. Večina naših invalidov bi ostala doma, če ne bi imela pohodov z nami, pa ne samo invalidov, tudi marsikateri prostovoljec bi doma grel kavč, če ne bi bili pohodi z inplaninci. Jaz priznam, jaz tudi ne bi bila toliko aktivna čez vikende, če ne bi imeli teh projektov. Je pa bilo recimo zanimivo, Jurček je prej že načel to sodelovanje med invalidi. Imamo enega prostovoljca, ki je gluh, in smo ga prosili, če lahko drugo slepo osebo pa pripelje. Smo šli pa na mrzlico. Se peljeta, potem razlagata, gluhi rekel, ja, se peljemo. Pa meni slep reče, ne, nisi v redu, tu bi moral zaviti. Pa jaz gledam, pa zdaj mi slep razlaga, kje moram peljati. In nekako ni dojel, kako, ker on si je tudi predstavljal, je slepa oseba in ja, Gre samo, kamor ga peljejo. ja, točno. Pa rekel, saj oni imajo pa zdaj to navigacijo. Pa ne samo z navigacijo, tudi brez navigacije smela jaz izkušnjo po Ljubljani. Ja, zdaj boš v tem križišču zapeljala tja, zdaj ravno, zdaj desno. Sem rekla, kaj boš ti mapo v glavi, pa kako veš, kje smo? In imajo res nekateri izjemen občutek. Zelo sem vesela, da lahko invalidi prevzamejo vlogo prostovoljcev, in imamo zdaj že kar prakso in probamo vedno znova to nekako vpeljati, da oseba na invalidskem vozičku spremlja oziroma vodi slepo osebo, in se je izkazalo za super stvar. Slepi rečejo, ja, super, ja, pa sem se pogovarjal, pa nisem vedel. Ja, saj navsezadnje oseba na vozičku in slepa oseba, kje se bosta srečala, ampak tudi če se srečata, ali boste začela pogovor? Zelo verjetno ne, če res ne bosta na istih Prisiljena. koordinatah Ja. pristala. Ja, in to se mi zdi res izjemno, da nekdo, ki potrebuje večino časa oporo, takšno ali drugačno, da lahko stopi v čevlje prostovoljstva in lahko tudi on nekoga drugega podpre. In ni nagrade, ni denarja, ni ne vem česarkoli, ki bi lahko to izkušnjo vsaj približno poplačal ali pa takšno prispodobo poslal. Imamo tudi slepe, slepi pa pomagajo osebam na klasičnih invalidskih vozičkih, ali da so pred samim vozičkom z gurtnami in pomagajo tako, da vlečejo, ali pa so od zadaj in potiskajo voziček. In ja, tudi to zelo super poteka. In ja, zdaj konec avgusta imamo že pohode, kjer bomo lahko to stestirali oziroma spet povezali na tak način naše inplanince. Jurček, prej sem govorila, oziroma si govoril o korporativnih, rekel, prostovoljcih. Kaj pa stalni prostovoljci, kaj pa tisti, ki so zdaj že zraven, ki so izkušeni, ki so v bistvu, rekel, lahko mentori novim prostovoljcem ali pa pač udeležencem, jih podučijo. Najbrž vidva sta pač glavna pri tem, ampak rabita pač en nabor ljudi, ki vejo, zakaj gre, in jim ni treba pač vsakič znova povedati vse od nič, oziroma so taki, ki potem lahko skupaj naredite Breithorn ali pa slovensko planinsko pot ali pa kaj takega. Ja, Ali pa Camino. Ali pa, no, pa Camino, bravo. Tukaj je stvar v tem, da nekako midva nikakor ne morava biti pri 200, 300 in več ljudeh. Torej, če nimaš takih ljudi, si nimaš kaj, že v sami organizaciji, tudi sam ne morem
vsak let 70, 80 in več pohodov organizirati in biti, rečemo, če imamo mi na isti vrh po en stran vozičke in manj pripravljene, po drugi strani pa pešce, ki hodijo 3-4 ure do gor in potem skupaj dol. Mislim, to je čist nekaj drugega, ne. To moraš biti ljudje in moraš jim zaupati. In tukaj so vodniki iz dolgoletno prakso, ki delajo, ki se sploh dobesedno, mi se sam dogovorimo, jaz bom šel sem pa tke in se potem ne pregovarjamo več, ker on ve, kaj mora delati. Mislim, ve. On ve, kaj je in tudi vidi, kaj je, razno, če je malo bolj, če se kakšna stvar tašna zgodi, ki ni, ampak sreč se ni, mogoče enkrat, dvakrat, ampak tukaj so ene zakonitosti pri določenih invalidnostih, jih je treba pa poznati, ne. In pač marsikateri spremljevalec on bi vse naredil, čeprav jih probamo naučiti, da naj ne dela namesto njega, ker ne gre, ker on ga bo na koncu, če ga bo preveč, ga bo sam izkoristil in pa bomo brez obeh, a ne? In je zaradi tega, ampak to gledam, ampak se pravi, mi lahko zdaj ta trenutek midva sej za 20-30 vodnikov ali pa kakšne druge kvalifikacije, ki imajo, ki so prostovoljci, spremljevalci, bi prej rekel, da jih je več kot 20-30, ki ni potrebno, ko lahko dobesedno sami bi organizirali in zaenkrat imamo midva čez tisto logistiko pred pohodom, predvsem če so vozički, je treba WC-je pripeljati, je treba vedeti, kam jih dati te WC-je, je treba videti, čim je električen voziček, da je to 7 centimetrov tav, da ne gre, da je treba kakšne rampe sabo imeti, da prideš v kakšno planinsko kočo, tukaj, kakor je. Prej nisem nikoli toliko opazil, kot zadnje čase, da ima skoraj vsaka planinska koča vsaj 1 ali pa 2 stopnice. Ne vem zakaj, ampak to je treba. Ali pa če je ona na ravnem, da prideš do nje, so ene naravne ovire, ki jih je treba tako ali drugače premagati. Kaj se pa tiče samih pohodnikov, je pa toliko ljudi, ki lahko samostojno prevzame, ki tudi vodi v svojih društvih, ki so pri nas, rečemo, ki ne rabijo nadzora, so lahko tisti, kako se rekel, mentorji in so tudi mentorji. Je pa res danes od vsakega invalida je od njega odvisen. In pri slepih, da bi rekel, tako ga moraš z njemu delati, ni. Mi imamo lahko 15 ali pa 10, rečemo, slepih in bo teh 10 slepih bo vsak posebej, vsak ga mogel drugače. En te bo prijel levo, desno, če to damo, en te bo za komolce, en te bo za nadlak, en se bo za nahrbtnik, en bo na palco, en bo na vrvico, eden bo šel samo za tabo, bo šel po tvojem glasu ali pa na nahrbtniku kakšna živa barva. Mislim, in še bi lahko našteval, kako nekateri imajo še pse, torej je njihov spremljevalec samo, da ga v glavo kakšna veja ne rukne, ker ga pes vodi med ostalo, sam ne moremo povedati tisto, kar je višje, ne. Mislim, take stvari, mogoče pri samem spustu je malo več, drugače se pa pri slepih največ pogovarjaš vse, tako kot je ura, da jo imaš v osnovi. Pa vedeti moš, kaj je leva, pa kaj je desna. Marjeta, mislim, kaj je bil tvoj najbolj zahteven projekt, ki si ga delala pač pri Implanincu, koga si kam peljala, ki je bilo res zahtevno, pa je bilo tudi tebe mogoče malo strah prej? Jaz rečem, da mi ne delamo zahtevnih stvari. Mi delamo samo zelo veliko stvari, ki pa potrebujejo čas pa ljudi. Moja prva planinska izkušnja je bila na Zelenico, takrat smo tudi snemali za oddajo Fokus. Ne vem, pač prideš zraven, primeš, kar greš, jaz ne rabim nekih ekstra priprav v smislu, da sebe moram pripraviti, da nekoga spremljam. Recimo, kar je bil zalogaj, je bilo takrat, ko imamo tam 300 ali pa še več ljudi na samem pohodu, kar je zalogaj, je recimo bila planina Razor, kjer je strmo, kjer gremo nad 1000 metrov, kjer je tudi makadam. Drugače pa ne vem, tudi za Breithorn, ja, saj smo šli, ampak da bi jaz se morala nekaj posebej pripravljati ali pa
tiste, ki grejo z mano posebej pripraviti. Ja, sej za Brighton smo se pripravili, pa smo imeli prej tečaj varnega gibanja v snežnih razmerah, v hribih in tako dalje. Drugače jaz rečem, ne, samo čas potrebujemo, vse se da narediti, ni problema, pa kdaj kakšno osebo še zraven. Kaj bi rekla, kaj je bilo zahtevno? Mogoče je moja kondicija tista, ki je med bolj zahtevnimi, pa kdaj vprašljivimi. Ampak glede na to, koliko imate projektov, se pravi, to se že sproti poraja ta kondicija. Ja, to pa je res, ja. Tvoj projekt, recimo tak visokogorski, ki ga imaš letos še v planu, pa ga moraš zlesti, pa moraš tja gor peljati, Provance. No, tako res povedal. Jaz 14 dni prej te tedne, ko imam v plan, vabil pogledam, pa se tisti malo ali po spominu, itak se gre na ogledne ture, kaj se tiče, tukaj se pa je treba držati, ker eno tako skupino malo večje pa ne moreš, če je manjša skupina ali pa če so vsi videči ali pa brez problemov, da niso gibalni ali pa kaj še uverani, pa nevro v to, lažje speleš, čeprav, kakor imam prakso, tudi veliko krat teže. Ampak ni, nič kaj tašnega. Zdaj, kaj v te zadnje, kar smo bili, je bil jezerski stok. To je bila ena od stvari, ki je imela čez 1500 metrov višine in tisto razdeliti na krstenici. Kdo šel naprej, pa mu pove, da je tisto pa malo prešvoh, ali pa bo čez 30 stopinj, dajmo pa na konc, da prideš v planino v lazu. Bomo šli drug let. Jaz smo bolj v tem smislu, da pogovoriš z ljudmi, pa da jih prepričaš, brez tizga, ne, ti pa ne boš, ampak lepo, da nisi, ker že to se pa lepo vidi iz planine Blatana, mi smo šli še malo nižji, da se je do krstenice, da je peč, ali pa kakšni drugi tašni, da se lepo zmeniš in zaenkrat smo se še z vsemi lahko zmenili, ni bilo tizga pol zamere ali pa kaj tudi sam videl, da ko so mu pol povedali drugi, da ne bi bilo, je pa, če imaš en avtobus, sledi malo zoporen, da morajo 2-3 čakati, potem po avtobusu 4-5 ur določene ljudi ali pa na kakšni bajta, ker še zmeraj iz planina Las je, planina jezera dol, na planina Blata je še kar 2 urce, čez pa že zmatran, pa še malo več, a ne? In to so, rečemo, take stvari. Ni visokogorje, predvsem ga jaz vse te pohode bolj delam na to, da je mogoče več vzpona navzgor, pa malo manj navzdol, mislim, lažjega. Rečemo, predvsem zato pri spremljanju marsikoga navzdol, pri slepih se pozna, pri nevro se pozna, isto zelo močno tudi. Potem pa vsi tisti, ki so malo starejši letnik, so že kolena. Zdaj, če Jurija pa pol dol greš, je treba, mislim, že to vzeti. Zato same poti zbiram, da je mogoče na vzpon malo težji, mislim, malo bolj zahteven ali pa malo bolj strm, da je pa spust vseeno bolj prilagojen za lažji spust. No, če smo že pri tem, si predstavljam, toliko enih različnih ljudi s različnimi potrebami. Jurček, prej si delal, da se ne zgodi veliko krat kaj takega, Marjeta, no, ampak ravno z Nejcem sem včeraj govorila, sem se spomnil tistega zapleta v Krmi, takrat, ko vam je cesto zaprlo in to je bilo potem v vseh medijih, da so ubogi invalidi zdaj ostali v Krmi. Mi je rekel, Nejc, to je pisali tako, kot da bi najmanj v severni steni se zaplezala, ne, taki so bili medijske poročanja. Rekel, mi smo pa tam prepevali, pa ful fajn smo se imeli, ne, tam v koči smo se imeli svoj žur, ne, kaj, mislim, kako rešujete take zaplete? Ta zaplet očitno ste znali rešiti dokaj, bom rekel, hitro in improvizirali, tako kot je bilo treba. Ja, pri tem zapletu so se najbolj zapletli naši novinarji in pa določeni strokovni delavci. In je tako malo čuden priokus je bil vseeno doseči Triglav z tolikimi slepimi. Jurček, pomagaj mi, koliko je bilo? 1964 nas je bilo na vrhu. Noro. 19 slepih. In potem, ko prideš dol, mi smo praznovali, ker so bil res dogodek, to je bilo nekaj, kar so nekateri sanjali po več 10 let in potem dobiš po domače rečeno en tako klofuto, je bilo treba prav za razmisliti, drugače pa vsekako z trezno glavo. Jurček je bil tisti, ki je koordiniral vse okrog kovinarske koče, je komuniciral z štabom za civilno zaščito. Smo bili potem tudi dejavni in smo
podprli tudi še veliko drugih, ki so ostali skupaj z nami ujeti v krmi, ampak ja, govorilo se je pač samo od nas. Kadarkoli se zgodi, mislim, ne morem reči kaj takega, ker to je bilo na srečo enkrat in edinkrat. Ja, vemo, kako postopati, z nami so vedno vodniki, izkušeni vodniki, ki imajo znanje, velikokrat so tudi strokovni sodelavci z področja medicine, imamo tudi posameznike, ki sodelujejo z Rdečim križem in je veliko različnega znanja, ki ga prinesejo vsi ti prostovoljci. In jaz se ne bojim, da bi, ne vem, nekdo nekje zmrznil, ne bi vedel odreagirati. Je pa potem velika umetnost komuniciranja z javnostmi, ker ko imaš enkrat črno piko, imaš še vedno črno piko, ne glede na to, kako jo hočeš oprati. In to se mi zdi, se strinjam, potrebno je govoriti o stvareh, ki niso bile v redu, ki se pač zgodijo, ki se zalomijo. Ampak to se je zalomilo samo pri novinarjih, ki so se odločili na tak način komunicirati, ki so pač hoteli prodati kri in solze, čeprav pri nas ni bilo nič krvi, pa nič solza. Sreči obstajajo socialna omrežja, in tako da se novice, druge novice širile po socialnih omrežjih, tako da so ljudje, ki so želeli biti informirani, so se informirali na pravi način. Ja, to novinarstvo mogoče tam je pogrnilo na en način, prej je prelivalo na ogelj, namesto da bi pomirilo recimo situacijo. Ja, tam je bila še ena stvar. Mislim, nas je bilo 64. Ko nismo mogli nikamor, nas je bilo pa 107. Medtem tudi 28 skavtov iz Belgije. In vsa razlika skavtov pa mi so bili pa turisti. In potem je bilo največ, da so ob 11 javili, da se ne sme v hribe. Ja, mi smo bili ob 11 že vsi v zgornji krmi. Smo se dol spuščali, eni so se hitreje, eni so res. To je bilo za ljudi, ki so nisem mogli verjeti, da bojo kdaj Triglav od blizu videli, ne da bojo na njem ostali. In tukaj je bila tista stvar, ko smo mi bili v dolini in mi na tem delu krme v dolini sploh nismo vedeli, kaj se dogaja v drugem delu. In je prišel en človek in je rekel, da je tam par dreves podrtih, pa šla Marjeta, naš šofer, iz Moravč, ki je mu vedno kakšno skero, žago, motorko, pa kakšen ploh, da smo se lahko pelali s tistimi avtobusi po hribah, je lepo šel in podaril je enega, dva, tam odmaknil s ceste, pa šel pa na ovink, pa je videl, rekel, to benzina pa nimam. Pač, kaj smo drugega? Mi smo v koči v krmi vstali. Vsi vemo, da ima krma 19 postelj, če je bilo naš že 64 do 107. Torej, mi smo jim tam tako rekoč pomagali vse kuhati, vse, kaj so dobili, šli po vodo z našimi kombi, ker je pri njih ni bilo elektrike, niso mogli do vode priti, da smo pripeljali vodo in vse. Tukaj so bili mediji pač res nepremišljeni. Jaz zelo sovražim to, ko en govori v meni, pa brez mene. V oči povej, bi jim lahko mi povedali, da takrat, ko so oni to prepovedovali, smo mi že bili dol. Ampak mi smo 2 dni prej štartali. 2 dni prej bo ni noben rekel. To je tudi ena od stvari. Pomembnih. Ja, mislim, ampak vse ni bilo, tam se drev je podaril, nič drugega. To je to isto, kot da bi na avtocesti, ko se danes zapre, pa je 10 ur zaprta zaradi enih kadavrov, tam pa meni ne rečejo, da je kriv. Mislim, tle so izkoristili pač situacijo, dogodek. No, mi všeč, da smo tudi tem spregovorili, da smo to razčistili. Jaz mislim, da tisti, ki tole poslušajo, imajo zdaj malo širšo sliko, tisti, ki se spomnijo tega dogodka. Pa vseeno, Marjeta, še mogoče vprašanje, kako pa si predstavljam, vas pa sprejemajo, naj si bo skrbniki, ki vas najbrž že poznajo, pa drugi planinci, ko vidijo, to procesijo teh živahnih ljudi, z vsemi možnimi ovirami, pa vseeno, ki prodirajo v nek hrib, mislim, najbrž jih zanima, kdo ste, kaj počnete, vas ne poznajo, vas poznajo in tako naprej, čestitajo, dajo roko in tako naprej, ali kako? Ko gremo na koče, seveda na ogledni turi greš tudi do skrbnikov, poveš, predstaviš in kar kdaj so zadržki, je nekaj strahu, tako da je ta pogovor pred tem, da povemo, kdo smo, koliko nas bo, kaj potrebujemo,
se mi zdi taka super uvertura oziroma ozaveščanje tudi oskrbnikov. In potem, ko pridemo, reče, ja, pa jaz sem si pa delal sive lase, pa ne vem zakaj, pa vse ni problema. Pa ja, pa kaj oni jejo, pijejo, pojejo, se veselijo. Niso tisti skromni turisti, ki pridejo na razgled, pa na kozarec vode, pa se obrnejo in grejo navzdol. Tako da imamo z oskrbniki dobre izkušnje, moramo pa se z njimi pogovoriti, da vedo, kdo pride, pa kaj potrebujemo. Planinci pa večinoma zelo pozitivno odreagirajo, veseli so, da je dobra družba, mi vedno prinesemo dobro vzdušje tudi s seboj, mnogi se zapletejo v pogovor za mizo, ko sedijo skupaj, nam čestitajo, se pozdravimo na poti, nas počakajo, tako da ja, je fino, ker ena od stvari, da povemo, kaj počnemo, kje smo in kaj vse zmoremo, je to, da smo tam in ko srečamo ljudi, da tisti ljudi vidijo. Glejte, ne vem, grejo čez Alje, grejo po poti, z vozički pridejo na takšno višino in to je enostavno. No, Jurček, moče, evo, se vrneva z zadnjim vprašanjem še k prvemu, ta Be Active EU Sport Award. Včasih se zdi, da kakšne stvari so v nekem širšem prostoru, v tem primeru v Evropi, bolj cenjene in prepoznane kot v lokalnem, kot v Sloveniji. No, bi rekel, da bi kakšno nagrado za vso to vaše dolgoletno delo si zaslužili pa v slovenskem prostoru, ne samo v širšem evropskem. Saj ta novica je odmevala mogoče premalo, bi lahko bolj. Čist moče tvoje mnenje, ki si celo življenje že v tem, pa si res, bom rekel, posvetil svoje delovanje tudi za to plemenito stvar čisto pod črto. No. Te Slovenci dovolj zavedamo, kaj na tem področju se dogaja, se počne, bi lahko več naredili za to. Izvoli, prosim. Mentaliteta slovenska. Pri nas bi, če bi fušarija gorela, bi bilo zlo. In to je res, tega je. Smo mi tudi dobili na nacionalni ravni nekaj priznanj nagrad, čeprav je tudi, rečemo, da so nas poklicali določeni, HM, verjete, kako je. Nagrada HRM, se pravi, Ja. Human Resource and Management. Oni so nas poklicali, dajte prosim, napišite, kaj delate, da so nam lahko dali nagrado. Rečemo, vse so tudi drugi, ampak pri nas je še vedno en del tega zavisti, da zakaj bojo tebi govorili, meni pa ne. In tukaj je tisto, da mi svoja imamo kaj pokazati in če je nam dovoljeno, pokažemo, povemo, če ne, pač ne, ampak jaz si mislim svoje. Je pa res, da to, kar če se še prej vrnem, koliko ljudi na sreča, so presenečeni, ne morejo verjeti. Grejo okrog Slepega, grejo Kolunga, a je res, mahajo in vse to in jim ni jasno in potem tako, kakor si že malo prej omenil, tudi, kva jaz sploh jamram. Glej, on je tukaj, pa ne jamra, je vesel, jaz pa naj mi ne bi nič manjkal, jaz sem skoraj dušo spustil ali pa dušo spustila, da sem gor prišla. In potem tisto zavedanje, da ni vse v jamranju ali pa poveličevanju samega sebe, zdaj sem bil tukaj, pa ne vem koliko slik, pa selfijev, pa na vse družbena omrežja, on pa tam Igor pride, pa ja, sem šel drug teden tudi, ali pa včeraj sem bil pa tam, ali pa imamo dosti teh naših pohodnikov, ko hodijo s ponedeljkovimi, pa s torkovimi, pa s srednjim skupinam, pa s četrtkem, pa v petkih so v glavnem doma, v soboto so pol nedeljo pa znam. Rekoč, da nekateri so 5-6 dni v hribih vsak teden, pa jim to ni nič, eden gre pa 2-krat na let nekam, pa bi mogla malo manj kot tepih mu pred njemu vleči. Rečemo, to je tista stvar, tako je tudi s priznanji in tudi posod je tista stvar, rečemo, ki te imajo, ki te spoštujejo, to ti povejo. Nekateri vidiš, da je, ker mora biti zraven, da se poslika, nekateri so pa že a priori proti, da pač invalidi, da vejo, kje jim je mesto, da je pač same z njimi težave in da ker ne vejo, da niso težave, da se komod z pogovorom in z razumevanjem vse zmeniš in da je to čist preprosta stvar, da je človek enak človeku. Bravo. Sem ne samo pohodniki hribovci, tudi tekači so med nami.
nekdani olimpijec, Sandi Novak je bil slep, Ja. Joško Gregorca poznam, ki je prišel na Ja. Triglav. Na koncu Nejc Pogačar je gorski tekač, pa maratonec, a ne, Marjeta, se imate tudi, bom rekel, športnike, tudi tekači so med vami, pa ultraši, pa tako naprej. Vse imate. Imamo tudi alpiniste, Štremfla, Prav. Grošla, mislim, imamo tudi razne kulturnike, ki so kot naši predstavniki, posod parašportnike, rečemo, vse, marsikateri športnik gre z nami, pa nima 100 slik gor, da je bil, Prav. pa ne zato, da bi bilo sram, ampak zato, ker se, zakaj bi se izpostavljal. Mislim, ni zdaj nič več Ni potrebe. vreden, Tako, če je prav. šel. Tako. Ni tista vrednost, a ne. Ne dobiva točk na ta račun, ampak Ja. je zraven, je prisoten in to je pomembno. No, mogoče čist, evo, Marjeta, zadnja beseda še tvoja. Povabiva zdaj recimo vse tako udeležence, kot mogoče bodoče prostovoljce projekta In planinec. Sigurno so zunaj ljudje, kako, in še to ogromno priznanje, ta pokal, evo, da ga vidite. Tisti, ki tole poslušate, preklopite na YouTube pa pogledajte tole plaketo, ta pokal oziroma to nagrado, ki je projektu In planinec med 129 projekti prinesla prvo mesto. Jaz sem to prebral, sem 3-krat prebral, a ne, in sem rekel, to je res noro. Vendarle, tam so ljudje, ki še niso v projektu, so morda slišali za njega, poznajo koga, ki bi se vključil, kako se pride z vami v kontakt, kje se priključi in kako postane del te In planinec družine. Lepo vabljeni v našo družbo. Najdete nas na Facebooku, na Instagramu, tam objavimo tudi vse naše aktualne pohode. Drugače pa sva z Jurčkom na drugi strani elektronskega naslova inplaninec@pzs.si in odgovoriva vsakič, lahko se srečamo tudi v hribih. Naša 2 pohoda naslednja z vozički, kjer vem, da bomo potrebovali še kar veliko število prostovoljcev, sta na Štefanjo goro. Jurček, pomagaj mi z datumom, prosim. 30. avgust in pa 5. september iz Belvija na Mariborsko kočo. Istočasno bojo pa pohodniki, pač eni iz Tupelč šli na Štefanjo goro, drugi pa malo nižji pod Pohorjem, pod Hoškim Pohorjem bojo začeli in bomo skupaj. Vmes bomo šli še na Belopeška jezera do Koče in pa na gori in pa ogledali si bomo tudi Sotesko ščepo. To zadnji vikend in pa prvi vikend septembra. Jaz to pa že. Vsi vikendi v septembru so zasedeni. Slišali ste, spoštovane In planinec na Facebooku, poiščite, pogooglejte karkoli, ven boste dobili cel kup zadetkov, ki vas zanimajo. Jaz se bom, Jurček, Marjeta, lepo zahvalil za tale čudovit pogovor, hiter, mine čas, malo več smo si ga vzeli, kot smo planirali, ampak je bilo vredno, se zahvaljujem še enkrat in čestitam na tem mestu za to izjemno priznanje, zaslužili ste si ga. Hvala. Upamo, da se vidimo kdaj skupaj. Tele Tupaliče so mi zelo blizu in zelo simpatično se sliši. Ampak ja, evo, se poznamo, zdaj se poznamo in se naša pota še križajo. Hvala in lep pozdrav. Hvala, adijo. Super, čau. Hvala obema. Gremo naprej v hribe, gremo pod Vršič, na Mihov dom. Tam je Aleš Štefe, oskrbnik, ki ga izpred let poznate tudi iz Balvazorjeve koče pod stolom. No, tam je dobil 3 nagrade s partnerico Petro, ko sta vozila kočo. 3 nagrade, najplaninska koča, no zdaj na Mihovem domu že 2. Ima marsikaj za povedati, ima veliko izkušenj in izprašal sem ga vse o sodobnih hribih, o oskrbništvu in še čem. Draga publika, no zdaj sem pa povabil k mikrofonu in k kameri, bom rekel, legendarnega oskrbnika, več slovenskih koč, kar 5-krat je imel najkočo leta, Aleš Štefe, živo. Lep pozdrav. Staknil sem te, oziroma snel sem te praktično na poti v Diru, ko si dejansko z Mihovega doma, kjer si zdaj oskrbnik s Petro, praktično prišel na Bavo, zdaj bova midva tole kakšno rekla na to temo, potem drviš nazaj, ali kako, ja? Ja, drvim nazaj, smo sredi glavne turistične in planinske sezone, tako da res sem izkoristil tole nabavo, pa obisk doma, da se še midva slišva
pa seveda nazaj delati. Sem vesel in počaščen, zdaj mi povej, lej, kdo si predstavlja, vse par pojmov razčistva, ne, delo oskrbnika v neki koči gorski, je zelo romantično, tudi imaš ptičke, potem zakuriš kofe, prstaviš, pa pridejo prijazni planinci, ampak več od tega, ti imaš delo 14 ur na dan, praktično zdaj v sezoni. Ne? Ja, zdajle je res, smo napeti do maksimuma. Hvala Bogu, imamo s Petro ekipo sodelavcev. Na temo sva delala več let, zaradi tega, ker enostavno planinstvo se je toliko razrastel, da dva, kljub temu, da je njihov dom majhen dom, dva nikako ne bi zmogla kvalitetno, kakor želiva podelati zadev. Tako da imava odlične sodelavce, ljudi, ki živijo z nama in z njihovim domom, tako da mislim, da nam stvari z leta v let boljš laufajo, pa upam, da šlo tako ta trend še naprej, ker nekaj zelo širiti se ne moramo, glede na kapacitete, ki jih imamo, tudi nekako ni želja, je pa želja, da tisto, kar naredimo dobro. Za tiste, ki morda jim ta hribovski dom tamle nad Kranjsko goro, ne, ni toliko domač, povej osnovne podatke, kje je njihov dom, na kakšni višini, koliko ste veliki, kaj nudite, kakšna izhodišča imate tam in tako naprej. Ja, njihov dom je prvi planinski dom na poti iz Kranjske gore, od jezera Jasne smo oddaljeni 4,5 km proti Vršiču. Njihov dom leži na višini 1085, zdaj po novih meritvah 1086, za meter smo zrasli metrov. Tam, kjer je za vse kolesarje prvi trd, pa najtrši vrh na poti na Vršič. Je pa to pač dom stoji ob cesti, zato imamo obiskovalce vseh vrst. Imamo pohodnike, ki pridejo v Pišenci skozi Mali Tamar proti nam. Imamo tiste planince, ki jim je njihov dom izhodišče za vzpon na vrhove, predvsem Špik, Prisojnik, Mojstrovko. Potem imamo turiste, avtomobiliste, motoriste, kolesarje, skratka, ni da ni, in temu primerno moramo tudi pristopati k ponudbi. Je pa res, da s Petro že od vsega začetka vztrajava na tem, da ostajamo v bistvu planinski dom s planinsko domačo pripravljeno hrano in nočemo iti na neko gostinsko ponudbo, ker midva nisva gostinca in ko sva iz prejšnjega doma prišla sem na Vršič, sva vztrajala, da ne glede na lokacijo ostanemo planinski dom in to nam zaenkrat mislim, da kar uspeva. No, ravno to pa si mi že lepo odgovoril, sem te hotel vprašati, prej sta bila pač na Valvazorju, to je vendarle malo to je že sredogorje, tam pod stolom, tam ne pride ravno vsaka, ne, z jeklenim konjičkom, že treba malo pošvicati, ne. Tle praktično bi bili lahko mirno gostilna na poti nekam in ne baš tudi, kaj, rekel si, gostje so različni, okolje, narava praktično, je taka, ki je bila zate razlika, si se mogel prilagoditi, ali si to, kar si prinesel recimo iz prejšnjega okolja, uspešno zdaj tle zasadil in spremenil kakšno stvar odprej? No, dva planinska doma nista enaka, kar težko jih primerjam. Planinski dom, kot je Valvazor, prinaša, recimo Valvazor ima zelo veliko zaledje tistih dnevnih obiskovalcev, trimčkarjev, tisti, ki grejo po službi ali pa pred službo, se mečken zgibati, pa pridejo gor. In takrat recimo v času, ko so bila midva oskrbnika na Valvazorju, smo imeli tudi 170-180 rednih upisovalcev. Takrat v tistem času so organizirali vsako leto tudi Valvazorjev maraton, 8 pa 24 ur Valvazorja, kjer so bili predvsem ti domačini, okoličani. Ta dom, in na Valvazorju si bil po svoje poslušalec dnevnih novic iz doline. Na njihovem domu pa je reden obiskovalec že tisti, ki pride, ne vem, vsake 3 tedne, mesec k nam, to je naš reden obiskovalec. Tukaj se pa ljudje zelo menjajo in temu primerno je tudi nekako vzdušje. Njihov dom je ena taka postojanka, kjer ljudje, ki pridejo k nam in ostanejo čez noč pri nas, ne pridejo žurirati. Pride zato, ker želi, ne vem, zjutraj zgodaj štartati proti Špiku, da ga ne bo pol pržilo sonce cel dan.
In to so ljudje, ki imajo recimo pa druge želje. Ima željo, da zjutraj dobi zajtrk ob 4:30. Zato, ker bo ob 5:00 začel hoditi, ker se začne daniti, on hoče jeti. In tudi te stvari so nama s Petrom blizu, predvsem tudi zaradi tega, ker sva sama ogromno v hribih, če se le da. Midva pač sva človeka, ki jih na morje nagreva. In kakšen reče, zdaj gresta pa za en dan, 2 domov, bosta šla pa v hribe. Ja, v hribe pa mogoče še za 2 ure na kolo, ne. Pač in te zadeve midva zastopava in želiva ustrežiti. In nama po svoje, kar tudi glede na najno mentaliteto, nama kar paše, da je zvečer pri nas, kakšen bo rekel, kaj pa je to za ena planinska bajta, pri nas je zelo velikokrat, ob 9:30 zvečer, totalna tišina. Vsi spijo. Je pa res, ne, ki pa ura 4, se pa začnejo po štegah hoditi, prve kavice, pol 5 zajtrki, ob 5 že prvi grejo. Pa to so hribovci. Ko imamo pa drug segment gostov, turistov, no njim se pa kamar ne mudi. Zasedijo, ki spijo, pojejo. Ja, tisti bi pa spali, pa prav počasi bi se obračali. Tisti nas pa bolj motijo, mene osebno, bolj motijo, zaradi tega, ker mi moramo pa do nekje 10 ure imeti bajtov zrihtano, pripravljeno za nove goste in moramo imeti, glede na to, da smo majhni, ne vem, vse sobe preoblečene, WC-je spucane, hrana mora biti pripravljena, ker imamo majhno kuhinjo in kasneje ne moramo kuhati. Zato je tudi recimo moj delovnik, ker sem v glavnem kuhan, je bolje, da sem v kuhan, da nisem preveč siten. Zunaj je bolj fajn, če se bolj pri kraj držim. Ampak moj delovnik se pogosto začne tam ob 3-4 zjutraj, zato da imam res do takrat, do prihoda prvih gostov hrano pripravljeno in da potem lahko v miru pa kvalitetno delamo. Seveda, vprašanje, ki kdo bi ga zdajle sigurno prešepnil, daj ga vpraša, kaj je recept, kako imeti najplaninsko kočo najprej na eni lokaciji, 3-krat, potem na drugo lokacijo, praktično že prvo leto, kaj je recept, mislim, to ni uspelo veliko, če sploh še komu, razen tebi in Petri, no, da ste res fenomen, res imata, ne vem, nek čaroben recept, zato bom tebe vprašal, dan današnji, ko tudi primanjkuje, pa o tem lahko tudi, kasneje kakšno rekla, primanjkuje recimo ljudi, ki bi delali v hribih, primanjkuje skrbnikov in tako naprej. Kaj je, mislim, marsikaj si že povedal, to, da si hribovec, da si sam, imaš neizmerno ljubezen do gora, sigurno pomaga, ampak moraš imeti občutek tudi, si rekel, in za človeka, in postaviti mejo, kaj boš imel tam, ne iti s trendom. Povej mi, ti mi povej, kaj je recept, da si danes lahko uspešen in da delaš to 15-20 let več, da se ne naješ vsega. No, ta prvo, kar je, moraš imeti začrtan, kaj hočeš biti. A boš planinska koča ali boš kaj drugega. Če se odločiš za to planinstvo, je pa naslednja stvar, kar ljudje opazijo, je pa to, da v določeno okolje, v določeno kočo prineseš spremembo. Ker če te spremembe, če samo nadaljuješ neko zgodbo, je to za ljudi premalo. Zelo hitro najdejo napake, tudi drugače jih najdejo, seveda, pa tudi so napake, jaz ne govorim, da niso, ampak sprememba je tista, ki ljudi potegne, ki ljudi spravi sploh k razmišljanju, se tle so pa nekaj naredili, tle pa nekaj dobro delajo. In to je pravzaprav tista pol nagrada, ta najkoča, da so ljudje, ki so mi da prišla z Valvazorja, bile so izkušnje. Jaz sem začel na Valvazorju, takrat še nisem bila s Petrom skupaj sam, leta 2012. Takrat moram reči, ob velikem razumevanju in pa podpori Tonke. Tonka je namreč takrat tisto leto zaključila oskrbništvo na Kriški gori. In ker se poznava s Tonko že zelo dolgo, sem jo takrat poprosil in povabil k sodelovanju na Valvazor, ker jaz sem bil res čisto zelen. V tem sem pa bil pripravljen sprejemati in glede na to, da sem ogromno pa hodil po hribah, sem pa videl, vedno sem se vprašal, kaj bi pa jaz drugače naredil. Ideja je že bila, samo tisto idejo je treba pol v življenje spraviti. In pri teh stvarih mi je Tonka v štartu ogromno pomagala, ona je sicer pol šla na Tonkino kočo, jasno, pa so familiarno začeli to zgodbo na Tonkini koči. Jaz sem to stvar nadaljeval in pol skupaj s Petrom sva nadaljevala na Valvazorjevem domu. Veliko stvari spremenila, tudi ta Valvazorjev maraton recimo je bil, rato je majčkeno tako, kar malo čudno okolje, ženske so se spravile, da bi 8 ur gor pa dol letale, pa so me vprašali, ti bil pripravljen kakšen čaj,
nam takole, ja, sem rekel, se vidi, ne, pa sem pa bila to debata in so ljudje, zakaj pa samo ne 4 ali 5, ko jih je bilo, dajmo to malo drugače narediti, pa bi šli mi tudi, pa jaz bi šel tudi in tako je to prerasel. Pol je pa še žal pokojen prijatelj Stojan Košmerl Krečko, ultraš, me je pa sploh podkuril, on mi je hodil večkrat kaj pomagati gor in me je pa zakuril, rekel, dej, kva to sam neke soft variante zganjate, dej eno ultra, žgite 24 ur, moramo gor pa dol letati. Ja, jaz sem zagrabil, ker mi je bilo to spet nekaj novega, nekaj dodana vrednost in recimo Valvazor je pol ratov en tak zelo priljubljen kraj za trajlaše, gorske tekače, tam, ne vem, so se stkala poznanstva, tako z Matjažem Čampo, tako z Venclom, Tonijem in tako z Marjanom Zupančem, dobro, ne vem, so se prej že poznala, Ivi Hrastovci, taka imena, tudi taka imena je recimo potegnil Valvazorjev maraton. Tlele na Vršiču, ko so pa prišla, sva pa to zgodbo želela pelati v določeni meri naprej, zavedajoč se, da okolje ni tako kot na Valvazorju in da morava kaj drugega. Ta prvo sva hotela spoznati dom in okolico in pa obiskovalce doma. Mi da sva ta prvo prehodila vse še do takrat znane strani neprehojene poti okrog njihovega doma, ne vem, recimo Maurins je bil takrat še zelo tako. Zdaj kar lepa pot. Zdaj pa je lepa pot, ni markirana, ne moreš se pa zgubiti, ja. Ne moreš se pa zgubiti in zelo priljubljen vrh. Jaz namreč mislim, da oskrbnik v planinskem domu mora prvenstveno poznati poti okrog doma. Pa ne poznati od pripovedovanja, ampak jih mora poznati. Se pravi, da jih je prehodil, da ve, kje so nevarnosti, da ve, na kaj ljudi opozoriti. Pa moraš pa mečken občutka, tudi imeti predvsem v takem domu, kot je njihov dom, mečken občutka, koliko je obiskovalc planinc, dejansko tisti, ki je hribovc. Mi da sem imela primer Američanov, dveh, enega para, ki je zjutraj v Salonarjih stal na dvorišču in je šel hajkat. Sva ga vprašala, kam pa ti greš? Ja, včeraj sem govoril z unim Polakom, ki so prišli, se niso bili na vrh, ampak so šli proti Špiku, ali so šli do snega. Ja, se pa ne moreš takle do snega, človek božji. No in sva ga, to je bil eden, ki sva ga uspela obrniti in ga napotila, da gre do prelaza Vršič, ker bo zanj ga to čisto zadost. In je rabil, ja, gor in dol in je prišel nazaj v pozno popoldanskih urah, vesel, zadovoljen. Sicer zmatram pa toliko, da je tudi slučajen ne pa do polovice Špika prišel. Ne? Ampak recimo to je en tak občutek, ki lahko, če ob pravilni oceni narediš človeku lep izlet, njemu primeren, ali pa ga pustiš, da gre nekam sprav sebe in pol na konče reševalce v nevarnost. Tako da te občutke je kar treba mečkan. In to so tiste stvari, ki ljudi pol potegnejo, ki ljudje začnejo ceniti. Prav, se pravi, veliko stvari si povedal, ja, ni dovolj, da ti priješ na neko lokacijo, zakureš peč, pa skuhaš svoj najboljši ajmoh, ki recimo vladaš, ne. Pa pride nekdo pa reče, kje se pa tlele pride, pa ti rečeš, joj, čak, te bom na telefon pogledal. A ja, signala pa ni, a ne. Prva tako si mi prej rekel, signala, to zadevno ni. Tako da, signala ni, celo tebe vprašal in ti moraš vedeti stvari, ker s tem pač si verodostojen skrbnik najbrž. Moraš jih vedeti, drugače jaz tudi svojem vedno polagam na srce najinim sodelavcem, da kolikor nekdo vpraša, jaz tudi za določen odsek mogoče ne bi dal samovarovalnega kompleta pa pasu nase, ne? Ampak če pa daješ navodila nekemu obiskovalcu, katerega ne poznaš, pa se podaja na zavarovano planinsko, potem mora imeti samovarovalni komplet, čelado, vso potrebno opremo. Mora. Ker če ga boš mu začel razlagati, da, se jaz tudi ne bi uporabil tega. Ne. S tem si že naredil največjo škodo lahko njemu, pa tudi sebi, ker miru nesreče. Zdaj, izvrstna iztočenca recimo, 15 let, 20 let nazaj so bili hribi pač za hribovce, hribolasce, planince, opremljene od glave do pete, po možnosti v gojzarjih, če ne v visokih štumfih in tako naprej in tako nazaj. Danes polovico, bom rekel, saj jaz, kar opažam v teh svojih hribih, ogromen delež teh
hribovskih vandrovcev že zasedajo trail tekači, ki so pa zelo, bom rekel, lahkotno in oblečeni in obuti, so hitri. Taki, kot bi se kakšen, bom rekel, tradicionalni, bolj konzervativen planinc zgražal nad njimi, a ne, fantje se igrajo, samorovalnih kompletov ni, a ne, tudi na Triglav laufajo in tako naprej, ampak so vešči, recimo, tega, mogoče ne čisto vsi, ampak kakorkoli. No. Zdaj pa ti kot skrbnik, ti si tudi vendarle z tega športa, si tudi se preizkušal, vendarle organiziral trail, pa trailarju tekel tudi sama, ne. Mogoče, ok, kako pa ti gledaš na to, ne? S kakšnim skrbnikom sem kdaj govoril o starejšim, ne? Pa samo zavija z očmi, ne? To pa ni za v hribe, ne? Da priješ v nekih lahnih copatkih, pa zdirkaš tam le čez 2000, ne? V 3 urah, pa je tako naprej, brez vode in brez vsega. Evo, recimo tvoj pogled, ker si zdaj žal že toliko enih ljudi skozi v teh letih in si tudi spremljal razvoj, recimo, vsega tega planinstva sodobnega. Ja, no jaz mislim, da to je že ena od stvari, ki moraš preden daš napotke človeka spoznati, vsaj do te mere, da ti pove, kaj je že v življenju počel, a je trailaš, po svojega pa že vidiš. No. Ne vem, ko pride k Dunaju en trailaš, pa vidiš, da je v tekaških čevljih, pa vidiš, da je našpičen še pa še, ne. Jaz takemu človeku ne rabim dajati nekih napotkov, ker včasih se strinjam, ja, da gremo čisto po pravilih, samovarovalen komplet, čelada in tako naprej, ampak včasih je pa to premalo. So pa ljudje opremljeni s velikimi ruzaki, noter ima vse razen omare od doma, ampak ta človek je toliko počasen, da če se popoldan recimo pripravlja slabo vremen, mu moram reči, kako si pa ti časovno, medtem, ko bo en trailaš bo zlaufal gor dol, bo do Kofeta že nazaj, ta še se všel prtal v svoj ruzak. Tako da zelo različne so okolnosti obiskovalcev, je pa resno, da še pred leta nazaj, 4, sem opažal, da če me je nekdo nekaj vprašal za nasvet, kaj rab, koliko časa bo hodil, a je danes zajet, je čakal, da bo dobil odgovor, ki ga je želel slišati. Pri meni ga pač ni dobil. Če sem vedel, da je popoldan napovedana so nevihte, on je prišel 9:30 vprašati, če je zajet, ne vem, na špik. Moj odgovor je bil ne. Ja, pa veste, jaz sem drugač kar dosti hodil. Jaz sem svoje mnenje povedal. Moj odgovor je bil ne. In zdaj, če on naprej vrtu, na koncu bi tak naredil po svoje, kar je seveda prav. Samo danes se je to spremenilo. Danes opažam, da ljudje dejansko pridejo vprašati in ne dolgo nazaj, ni 14 dni nazaj, sem imel goste iz Francije, ki so se predstavili, da so iz hribovitega dela Francije in tudi videli se je tega družina, da so hribovci. Oni so bili pripravljeni, oni so imeli karte, zrisane poti, dejansko pripravljeni. In zjutraj so želeli na prisank in da bojo šli po jubilejni nazaj. Popoldan se je obetalo neko poslabšanje vremena, sem rekel, kaj če bi, glede na to, da ste hitri, šli dejansko na prisank, pa pejte po slovenski dol, boste bistveno hitrejši. Ja, prav, vse sem gledal, ob 2, pol 3 bi znali kaj past. Oni so bili ob 2 pri nas nazaj v domu. Veseli, zadovoljni, zahvalili se še enkrat za nasvet, ker ob 2:50 je dežval in treskal. In vsi smo bili veseli. No. Jaz, da sem jih opozoril in da sem jih sploh vprašal, kam bojo šli, oni pa zato, ker so upoštevali pač tisto, kar sem jim predlagal. Zdaj, izjemno. Mislim, tudi lastnost, ki jo moram imeti, ok, na tem mestu, pa bom potem nadaljeval. Ne? Veliko berem, veliko poslušam, da nihče več noče delati v hribih. Ne? Zaradi tega, ker, ne vem, zakaj je tako pomanjkanje, meniš, oskrbnikov ljudi, ki so svoje čase se z veseljem podajali v to delo, ki ni lahko, je pa zadovoljujoče, če si človek za to delo. Kje je zdaj problem? Zdaj te bom malo presenetil mogoče. Jaz mislim, da prvo je razlika skrbništvo pred 15 leti pa v skrbništvu danes. Pričakovanja so druga obiskovalcev, bistveno več je obiskovalcev, vse to je res. Ampak to, da pa mogoče je težko dobiti oskrbnika društvom, ampak to, da pa je zelo težko dobiti osebe, ki bi bile pripravljene na timsko delo, to pa tle pa moram reči, da te izkušnje midva nimava. Opažam nekaj drugega. Midva sva
dokaj dosledna človeka. Lahko rečem dosledna človeka. In opažava, da ljudje želijo delati v organiziranem timu. Kaj to pomeni? Midva, za razliko od marsikoga, imava razpis za prosta delovna mesta nekje v polovico februarja, za sezono. Do velike noči vedno zbereva kandidate in pridejo za en vikend, da vidijo, kam bodo sploh prišli. Testno. Ja, tesno. Oni vidijo, kam bojo prišli, midva vidijo, kaj dobivava. In med temi kandidati izbereva pač, koliko ljudi rabva, potem pa narediva razpored dela za celo sezono do konca septembra. Predlog razporeda. Dava jim to, pokaževa jim, vsi pogledajo, rečejo, tle pa jaz ne bi, tle pa jaz ne morem ali kakorkoli. Upoštevava do takrat, da vsi rečemo ja. Zdaj ti ljudje vejo že aprila, kdaj bo čez poletje delal, kdaj bo fraj. Če je nekdo rekel, da bi šel na morje, za teden vmes ga takrat pač ne pišemo na razpored in ima on nekaj od poletja, kar je želel, pa tudi zasluž in dela toliko, kot je želel. Slišim pa od ljudi, ki pridejo recimo k nama, pa so prejšnje leta delali kje drugje, ja veš, jaz ne bi tako delal, kot sem prej, da me izjutraj poklical ti, jaz danes doma, jaz sem, da je prid danes delati, ker je bil skozi na razpolago. In moram reči, da pri nama so tisti študenti, ki jih vzameva, študente prvega, drugega letanka, običajno so to študenti, ki delajo do konca študija. Ok, potem grejo svojo pot, jasno. Tisti, ki imava pa odrasle ljudi, ki jih imava tudi zaposlene, no ti ljudje so pa tudi več let. Pa enkrat ratajo člani ekipe, ostanejo običajno res dolg. In tako da nas je zdaj recimo na njihovem domu 10 v ekipi. Lep kolektiv. Kar lep kolektiv in moram reči, da sva hvaležna sodelavcem, da so vzdržujejo dobro vzdušje v ekipi, ker to je osnova, da stvari laufajo. Mi smo skupaj po par dni. Zvečer, ta zadnjo, kar rečeš, lahko noč je sodelavc, zjutraj, ko vstaneš, je sodelavc. Ista faca. In če tle nalaufajo stvari tako, ki morajo laufati, potem se to začne podirati. Če je tako, potem ni tako težko dobiti ljudi kot člane ekipe. Recimo, da bi se jaz, pa kdo mlajši, ki tole posluša, odločil, jaz bi pa preživel poletje v hribih, 4 mesece bi se po to podal. A rabam kakšna predznanja? Rabaš recimo za tako delo kakršnakoli predznanja, je volja dovolj, pa pripravljenost se učiti? To, kar si vprašal, zdaj je čisto dovolj. Res je čisto dovolj. Dobro, za lokacijo Vršič je vsaj za tiste, ki bodo delali v strežbi, skoraj nujno vsaj osnovno znanje angleščine. Danes je tujcev toliko, pa tudi, veš, kako danes recimo že, če gledaš planince iz bivših jugoslovanskih republik, mlajšo generacijo govorim, oni pridejo in začnejo našim študentom naročati v angleščini, ker naši ne znajo hrvaško, oni pa in se najlažje sporazumejo v angleščini. Res je angleščina zdaj tisti jezik, ki jo na enem Vršiču, kakršen je, upamo, da ga ne bojo s temi rampami čist dal na sovražno stran slovenskih obiskovalcev, ampak takrat je rabaš angleško. Vsaj osnovno znati. Te vprašam pa o rampi, zdaj pa moče malo demografijo razdeliva. Nedolgo nazaj, 2-3 leta sem se zataknil v Kočine, Triglavskih jezerih, tam slovenščine med gosti praktično ni bilo, pa je bil nabasan dom, slovensko so govorile samo 2 deklice tam na šanku, ostalo je bilo vse. Mešanica, Babilon celi, potem sem se pogovarjal z oskrbnikom, pa je rekel, ta teden so imeli 95% tujcev. Kako, ti si zdaj že dolgo v temu, a je res, so slovenski hribi praktično magnet za tujce, tudi Slovenci hodijo tja, kakšne, oziroma tako, ali je zdaj več mlajših, rekel si, tudi mladi, da so začeli prihajati ne samo zaradi športa, ker so jim tudi planine očitno bolj pri srcu, recimo generacije Z, kot je bilo prej milenicam. Mi lahko moče to malo osvetliš, kaj se je zdaj zgodilo v zadnjih desetletju pa pol na tem področju. Ja, res je, da se slovenski obiskovalci, vsaj v tisti top sezoni, majčkeno umaknejo. Predvsem zaradi tega, ker
Pravzaprav je več razlogov. Eno je to, da je takrat gneča. Bodimo realni, takrat je gneča. Drugi razlog je ta, da tuji planinci so se navadili v tujini tako rezervirati svojo nastanitev, namestitev v planinskih domovih, v kočah daleč vnaprej. Naše kapacitete so omejene in jaz tudi, če se bom odločil, da grem jutri na Triglav, pa da bom šel to poletje na Triglav, vidim, jutri pa pojutrišnjem je zanesljivo lepo vreme, pa bom takrat rekel, zdajle bi šel. Ne bom to marca rezerviral, 16. avgust grem pa jaz na Triglav. Medtem ko tujci to naredijo. In zanimivo je, da ti tujci, planinci, ki to naredijo, dejansko tudi pridejo. Mi imamo v odpovedi tujih planincev ali pa tujih kolesarjev, teh imamo letos res ogromno. Kolesarjev, ki potujejo s kolesi, tega, ampak on ima rezerviran, recimo danes pri nas, naslednji dan gre v Trento in ima tam neko rezervacijo in če bo danes, ne bo prišel do nas, ima vse podrt, vse naprej, ker ima skozi plan, razdelan. Ima plan narejen. In je pa res, da Slovenc pokliče 1, 2, 3 koče, na 3 kočah ne dobi nastanitve, pa se splanira, da bo šel takrat, ko bo izven turistične sezone. Mi imamo zdajle, recimo glede na to, da nismo visok, imamo recimo za vikende pol Slovencev, med tednom imamo pa 85% tujcev, ostalo Slovenci. Super, brez tujega jezika tam nimate kaj za početi, ne? Glede na to, da ni interneta, kako poslujete z gotovino, da kartice delajo, kako glede na to, da so ljudje danes navajeni na digitalije? Ja, mi smo se res maksimalno potrudili, da smo ponovno vzpostavili, ker vsak let je slabš, kar se signala tiče. Od začetka smo imeli še, ko smo midva prišla pred 7 leti na njihov dom, je bilo vsaj v tistih mestih, ki ni listja na drevju, signala toliko, da smo lahko to televizijo gledali. Celo kakšne skoke smo pogledali, kakšno smučarijo po zimi in tako naprej. No, v lanskem letu so se začele, to prišle tako daleč, tako slab signal je bil, da smo imeli resne težave s kartičnim plačilom. Na koncu smo našli eno varianto z nekimi ojačevalci, ne vprašaj me, kva nimamo tam gor po streh, pa po čudo. Ampak vsaj toliko imamo, da nam kartično poslovanje deluje, ker brez tega pa zares bi težko. Zares bi težko, ljudje danes praktično so se navadili plačevati s karticami. In marsikdo pride brez enega evra, brez gotovine, čisto brez keša. No, ampak dajva še malo ponudbi. No, zadnjič sem bil z otroki na eni hribovski koči, kjer so pač recimo znani štrukli, in me presenetili, da sem šel ven prizidek, kjer sem plačal, dobil v rečki piska in sem se usedel in me začel ti spiskati kot v McDonald'su in sem šel po to iskat in sem rekel, to se mi pa zdi čisto preveč dolinsko, pa ponudba je bila, seveda, meni bil tak, tam bi si lahko naročil že pečenega kenguruja, skoraj hecam se sicer, ampak ni se mi zdelo več tako pristno, pa to prvs praviš, vztrajate na tem, da ta ponudba zdaj pa ni, toliko široka, da bi si vsak lahko izmislil, kar bi si hotel, se ni sredi Ljubljane. Ne, mi res vztrajamo na doma pripravljeni, doma kuhani, sveži domačih planinskih hrani. In tudi to, kar si prej rekel, s tistim zvončkom pa prevzimanjem. Naja so skoraj vsak let naš programer naštimuje, dajte naštimati, prodar mene dlančnike rabite. Jaz mu govorim, ne bom imel dlančnika. Zakaj ne boš imel dlančnika, veš, koliko je to lažje, pa se tam printa, pa že listek ven leti, pa preden kelner pride. Lej, sem rekel, jaz osebno ne maram tega, že če pridem jaz nekam v en lokal, da pride kelner hmis s tistim dlančnikom in te niti ne pogleda, samo dober dan, prosim, pa tipka, še kaj, nič več, hvala, pa se obrne pa gre. To ni hribovski pristop in midva tega nočva in tega nimamo. Pri nas, pač dober, njihov dom je res tako majhen, da tudi šanka nimamo. Dosti naroden, ampak smo naredili en tak pripravljalni pult. Skratka, ne more nam nobeden sloniti za šankam, ne more nobeden pridati, prevzeti neko naročeno hrano, pijačo k šanku. Ne more, ker ga nimamo. In pri nas gleda to tako, da ko človek pride, se pač nekje usede, prisede, potem pa eden od naših pride k mizi, pobere naročilo, mu prinese ta prvi pijačo,
ko je hrana zanj pripravljena, mu spet prinese hrano. Vse se dogaja za mizo. In tisti, ki se ne moreš zapomniti, recimo jaz sem že v tistih letih, da če moram, pa še nisem skozi strežbi, in če moram naročil pobrati, pa če jih je 8 za mizo, se jaz raje zapišem, zato ker drugače se mi unijo sodelavci zad smejajo, kjer ga kdaj malo ušvrkam. Se jaz raje to zapišem, ampak si zapišem na blokac, veš kaj. Čist na roke, nič tipkanja, nič tipkanja, nič tipkanja. Ja. In ne vem, to je tisto, ki že prvi vtis, da je to ni gostilna, da je to planinsko. Potem pa hrana. Ja, imamo doma pripravljeno hrano, imamo svežo hrano, vsak dan imamo tam 4-5 enolončnic, imamo neke naše tradicionalne, Mihove enolončnice, Mihov krožnik, to je vedno na voljo in to sta dve stvari, ki sta se najbolj prijele. Štrukle imamo tudi domače, ne kupljene. Skratka, vse, kar se pri nas dobi, je narejeno gor. In to je, pri tem vztrajamo, drugače, jaz rajš vidim, da kakšen dan kakšne stvari zmanjka, kad je bi odprl novo piksno, pa bi jo pogrel, pa vam pogrej in pojej, se res, kakšen se mi smeje, pa smislim, da se zblesel. Denar ti uhaja, denar ti uhaja. Ja. Vse se strinjam, vse ima prav, pa verjetno je to kakšen gostinc, ki si tako misli. Tudi pač ni svoja gostinca, pa to nadaljevala, dokler bo midva v tem kšeftu bo delala kar tako, pa mislim, da so ljudje, veliki ljudi, ki so začeli to ceniti. Velika, ne? In Slovencov in tujcev najbrž. Ja, obojni. Tujci začelajo probavati slovensko hrano. Recimo še pred leti, da je tujc naročil žgance, je bilo to tako malo. Kar malo težko, no? Zelo eksotično. Ja, danes to ni nič posebnega. Ljudje probavajo. Se ne rečem, da so 3 za mizo pa naročijo še ene žgance ob, ne vem, joti, ki je ali pa tudi ob Mihovi enolončnici ali pa ob gobovi juhi, pa ene žgance probajo, se ne bojo, ampak probajo, často niso. Tako da, ja, kar ustrajamo na tem. No, ko vidijo potem hodita po drugih ribovskih kočah, zdaj iz poklicne deformacije nebrž malo pošpegaš, kako imajo pa to postavljen, pa kje je strelovod, pa kva so s kom so pokrili, pa kje imajo speljano vodo, ali kako imajo not urejen, ali to zanemaraš, pa si takrat planinec, ne pa tisti, ki bi pač moče gledal, kaj drugi delajo. Hočeva biti planinca, je pa res, da še pred leti sva se trudila, da bi to oskrbniško srenjo majčken združili. In sicer z namenom, da ne delamo podobnih ali pa istih napak. Da se med sabo malo pomenimo, majčken pogovorimo o težavah, ki jih imamo, ne vem, z odpovedjo, s tornacijami, kaj narediti, da eden rezervira 3 koče, pa pride, dokjer pride ostale 2. Z visitama ima ta prazne poste, istočasno pa rečeš človeku, ne moreš prespati, imamo vse polno. In to sva imela željo, pa moram reči, da predvsem majčkeno tudi zaradi nepodpore krovne organizacije, ker jim to kar nekaj ni bilo preveč všeč, mal pa tudi zaradi tega, ker se oskrbniki prehitro menjajo. Se pravi, ni več oskrbnikov, ki bi bili tam desetletje več, ki bi bili v tem poslu. Ja, in to je problem. Ti tudi, če boš šel nekam, kamor redno zahajaš, ne boš rekel, grem v to pa to kočo. Boš kar rekel, grem hunmo. Grem Tonki na Lovrenc, kadar je tam. No, evo, jaz tudi. Ampak bom rekel, se ne vem, če bi rekel na Lovrenc, jaz ga nek Tonki. Tako ja, še to je. Pa če je slučajno nič, kam gleda laufat, v kakšen New York, če se jih pa kar malo razočaran, ko ni gora, Tako. Tako je, ampak tega je malo, mislim, teh stalnih oskrbnikov, je premalo. Jaz mislim, da jih je premalo in zato se tudi te izmenjave, ki jo jaz osebno pogrešam, ta nekako ne špila med oskrbniki. Pa ne gre tle za zavist ali pa za neko, da si nekomu nekaj fovška, on ima pa obisk, pa ti pa nimaš, ampak če je eden samo eno leto, enostavno to je v tisti sezoni, ki smo itak vsi prezaposleni, pozim ga pa že ni. Ga pa že mine in gre ven iz tega. In gre ven. Je pa tako, da ta del, ki je dejansko tako, kot sprej rekel 14 ur, ki si rekel, čas je pa po 14 ur, ja, včasih je tudi del. Čas je tudi del in marsikdo si to, tako kot so vodoma rekel, predstavljal ptičke, pa kavica, pa mečka na sončka, pa bomo pa še knjigo prebrali, pa malo bomo šli na Facebooku vmes. Jaz se pa že popolne, pa že zahod. No, evo, pač
vseeno, ne, praviš, ok, oskrbnike je težko dobiti, pa prihajajo tudi mlajše generacije, ne, zdaj ljudi poslušam, vem, da so bili, ne vem, pred leti sem bil na Zasavski koči, vem, da so se gor menjali mladi, ne vem, Zasavci, te prav iz Zagorja, pa ne vem kje, so mularijo gor pošiljali, samo študente in oni so vse furali, in mi je bilo tako simpatično, ne, ko so tam 20-letniki obvladali vse, recimo, ne, pa še kje druge, kaj pa ti, kako ti vidiš, je, vse si povedal, težko je, naporno je, nehvaležne goste imaš, kaj se ne delati, ne vem, kaj ti preteče, karkola, ne. Ni hvaležno delo, da bi se zdaj konc dneva usedel v avto, pa šel domov, pa vse poslal k hudiču, ker ne smeš, ker je tvoja bajta. Vsem je pritok mladih, ki jih to rajca, ki bi šli to početi, pa ustajajo po tem. Jaz mislim, da je interes mladih je predvsem tam, da sodelujejo v taki ekipi. Mogoče nimajo čist volje ali pa korajže tako stvar prevzeti. In se hočejo najprej mislim, pridejo v ekipo in potem iz tega ven zraste tudi kakšen bodoči. Jaz sicer prav v skrbnika, zelo mladega, ne zelo mladega. To so izkušeni mački, ki so že nekaj dali skozi. Ja, velike in tudi verjamem, da je v Zasavski koči ali pa na Kriških podih je bila tudi taka ekipa, ne? Teh mladih pa študentov, ki je na ven sicer zgledal, da vodijo stvar sami, ampak zad je bil en ata. Eden, ki je majčkan usmerjal, da so stvari lahko. Je pa na vsak način, ne vem, kjer mu pa ni simpatičen, da če vidi tam 5 mladih ljudi, ki se trudijo, ki letajo, sej najdeš tudi take, ki so nezadovoljni, a ne? Zakaj pa nisem že postrižen, zakaj pa ne? Ja, samo po drugi strani pa res. Čist drugače pogledati tam eno mladino, ki je dobre volje, ki ga nasprav stira, ki leta z nasmiham, kot ne vem, če grem jaz letati tam po vrt, ker bi mislil, da sem se skit ne snil. Nima smisla. Bož, da imamo kakšne mladince zvoli. No tako, mislim, sej se zdi, da sej si vse povedal, kakšne so tudi gostje pa to, no. Vendarle so v hribih malo drugačni gostje, kot v dolin, no. Bog pomagi, kljub vsemu, da smo danes vsi razvajeni, pa bi vse imeli takoj, pa vse posod, pa ne vem kaj, ampak je tako, vsem hribovski razrečen zrak mačken umiri, kaj še nego, a? Ja, Marko, lej, vseeno v hribih so po večini ljudje bistveno bolj strpni, bistveno manj se jim mudi, vidiš, mi že Mihov dom nekaj kliče. Bistveno manj se jim mudi, vse to je res. Je pa tudi res, da v zadnjih letih v te hribe, ta iste hribe, zahajajo tudi ljudje, ki so planinci zaradi selfijev, zaradi Instagrama, Facebooka in tako naprej. No in tak planinc pa zna včasih sicer se usmeš, ker ga pa že drug čudno gledajo, ne? Ampak tak pa zna se narediti, ja, ki pa, kdaj pa bom, moram pa jeti, kaj pa ni že šel, ne? Ja. Zunaj čaka 100 ljudi, on bi pa koj. Ampak no, hočeš reči, vse na koncu community, na koncu hiša okolje, vsi postavijo na svoje mesto, lahko tudi z nasmeškom, no, pa se pa morajo meriti. Bova zaključila, ker vem, da te delo kliče, samo še na hitrco, o rampi si prej govoril, ta nesrečna rampa, ki jo zdaj tam dol postavljajo, pa jasni, ne. Čemu je zdaj ta rampa namenjena pršiškim obiskovalcem, prehodnim, kaj zdaj, daj mi ti razloži. Marko, ta rampa stoji že 1 leto, slavno so dvignjene, nihče sicer čist dobro na ve, čemu služijo, čemur trenutno. Je pa res, da na vrh Vršiča je bilo prej 350 parkingov, zdaj bo tam okoli 80, rekli so 90, zdaj že pravijo 80. Samo. Jaz ne vem, rampa je 11 km prej, kontrola se bo vršila, to je šel na ta pravo rampo, veš, ker sta 2 rampe. Ena je za čez, ena je za ostat, a ne, kako? Ne, vidiš, to ni. A kva? Ni, ena rampa bo, ko bo, to na onkoli delali. Trentarju jo že to požagali. Ena rampa je za parking na vrh Vršiča. Druga rampa, leva, je pa za tranzit. In ta druga leva rampa, tranzit, pa v tem primeru pomeni vse, kar se dogaja na Vršiču, razen parkinga na samem vrhu prelaza Vršič. Se pravi, če ti prideš k meni, boš šel na levo rampo. Na levo rampo, pa ne boš plačal nič, pa nimaš nobena omejitev, ampak si tranzitni potnik. Boš šel pa Lokranski gori ven nazaj, pa si ti rampa dvigovala, pa spušča. Če šel pa, ne boš pa dobil listka.
Če boš šel pa na pravo parking, boš pa dobil listek, pa boš pa lahko na samem prelazu, na vrh prelaza. Kontrolo bojo vršili pa redarji. Mislim, jaz sem bil s Petro, sem bila ne en mesec nazaj na Stelviju, s kolesom in prelaz, kakršen je. Res je prelaz, da se reče. No tam ni nobenih kock pa asfalta za parkinge, ampak razširijo tiste skale, tist pesek, da je še za 10 avtomobilov. Nič ne plačaš, ne ceste, ne parkinga, na vrhu so gostilne, štanti, trgovine, ljudje, ki so dobre volje, ki so prekolesarili gor, s tistim opiran gre čez cesto, pa si kup še en dres, noben ni nervozen, pri nas je pa en cel kup nervoze, nepotrebne, jaz trdim nepotrebne, je pa to predvsem škoda za planinstvo, čeprav pozdravljam eno stvar pa letos, da nam sem kritiziral, eno stvar pa letos vsem pozdravljam, v letošnjem letu, letošnji sezoni so uvedli pogoste avtobuse, brezplačne, ki lahko planinca zapelje na izhodišče ture. Jaz to propagiram pri svojih gostih, moram reči, da je naletel. Se parkirajo dol, se usedejo. Dober vzel. Parkirajo, njihov doma pač majhen parking, je 50 metrov pod in nad so parkirišča ob cesti. Jaz jih prosim, da pač se tam avtomobile pustijo za tisti čas, ki grejo, ne vem, na Prisank. Se usedejo 10 do 5 gre prvi avtobus, zjutraj se usedejo na avtobus, grejo gor, pridejo dol kjerkoli že, spet počakajo avtobus, se vrnejo k nam nazaj. To zelo pozdravljam in to je pozitivna stvar. Ta zmanjšanje in ta kaos, ki se pa dogaja zaradi ramp, pa jaz mislim, ne. Se zdi, kakšna uredba preveč, kakšno delovno mesto preveč, pa kakšen, počasih smo bolj papeški od papeža. Menil si Stelvijo, vem, da ogromno kolesarta, tudi s Petro Hribolaze, da si rekel, še kaj tečeta? Tečeva še, se pa malo manj trailov udeležujejo, ker je to pač v glavnem vse za vikend. Za vikende je pa tista najna šibka točka, kar res težko si vzameva frej. Med tednom vse lažji, izven sezone sploh, za vikende pa malo težji. Tečeva še kar dost, no, ampak sva bolj individualca ratala pač zaradi. Mogoče pa še kdaj. Mogoče pa še kdaj. Ko bodo ta ekipa prevzela, pa vas bosta dobila dopust, malo še par vikendov frej, da bodo oni delali. Ker je delo čez cel let, ljudje tega niti ne vejo, da v bistvu sezona je full time, ampak vikendi so pa skozi, ne? Vikendi imamo pa midva skozi, ja. Se pravi, od sredine maja do konca septembra smo vsak dan, potem pa vikende, petek, sobota, nedela. Čist na konče, da se navežem na prejšnja gosta, na Jurčka in Marjeto, poznaš seveda projekt In planinec, one dva te lepo pozdravljata. Enako. Ja, tako pravite, da ste so bliže večkrat pri vas, kako pa, kakšno mnenje imaš po tem projektu, kako ste pa zdaj sodelovali z inkluzivnimi planinci, z invalidi in tako naprej? Midva sva prvi stik z invalidi, planinci invalidi, imela še na Valvazorju, ravno ob najem odhodu, in sicer z gluhimi. To je bila akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah. Moram reči, da sva bila impresionirana nad tem, kaj so ti ljudje, kakšno vzdušje so ustvarjali, kako dosledni so bili in res je bilo to nekaj nepozabnega. In nama ogromen pomen, ker od tiste ekipe, mislim, da 6, ki so prišli k nama takrat na to akcijo, 4 naj še redno obiskujejo. Res, da jaz znakovnega jezika ne znam najbolj, ampak s temi ljudmi se čisto vse zmeni. Čisto vse in radi pridejo in midva sta tudi vesela tega obiska. Je pa tako Jurček kot Marjeta sta izredna motivatorja in to, kar ona dva počneta, mislim, da je za slovensko planinstvo ogromnega pomena, ogromne vrednosti in jaz upam, da bodo to nadaljevali. Planoma je neskončno mnogo, da so nagrado dobili, kar je pomen samo še potrditev tega, da morajo vztrajati v tem. Tako kot, ti, Aleš in Petro, delata izjemno delo, no, zdaj se ti zahvalim, da si vzel tole slabo urco časa, da sva tole spregovorila. Jaz mislim, da bo ker zdaj sezona še traja, za najine poslušalce in gledalce to zanimivo. Vabljeni seveda v njihov dom. Takrat, ko sem bil na Špiku, ne vem koliko, par let nazaj, ne vem, zakaj se pol nismo tam ustavili, ne? Ampak zato, da bo še enkrat.
obvezno. Špik mi je bil fantastičen, takrat po Melišu dol smo ga pičili, da noro je bilo, no. Res lepo tam le Maurinc, evo, za tiste, visoki Maurinc, za tiste, ki pač namarate morda visoko gorje, bi se pa kakšno urco sprehodili, na Jurija pa pol prijete, pa vidite vse. Tako da, Aleš, res hvala ti, jaz ti želim še uspešno sezono naprej, pa da se vidimo na lokaciji, prte, na Mihovem domu. Hvala lepa, pa lepo vaben. Hvala. Srečno, hvala, živ. Hvala tudi Aleš, no to je bilo to za tokratno epizodo. Sezona je visoka, tudi še za hribe. Dobrodošli v jeseni, če bo lepa jesen, imate še cel kup priložnosti za sredogorje, visokogorje, tudi kakšne nižje hribe, pa v dopolnitev za vaše tekaške kilometre. Hvala vsem, se vidimo naslednjič.